temi. Kids TV. Spoznavamo živali. Moja prijateljica dela pri založbi. A vsi vemo, kaj pomeni založba? No, da vas slišim. Res? Mislite, da je založba en tak velik prostor, v kateri je ogromno knjig? Ja, bo držalo. In kdo dela tam? Tam delajo kaj? Ljudje, ki poskrbijo, da knjige, ki jih napišejo pisatelji oziroma pesniki, pridejo na knjižne police in v knjigarne. In ko so knjige v knjižnicah in knjigarnah, jih lahko tudi mi kupimo, jih preberemo in se tako naučimo veliko, veliko novega. No, in v založbi Primus dela moja prijateljica Anja. In ker je Anja res krasna punca, mi vsakič znova pošlje paketek novih knjig, iz katerih črpam znanje in ga potem delim skupaj z vami. In danes podelim znanje o muckih in kužkih. Ste radovedni? Kaj? Niste? No, prav pa ne bom brala. Samo hecam se, si sem slišala, da ste radovedni. A bomo najprej prebrali knjigico o muckih in se o njih kaj novega naučili? Bomo? No, pa dajmo. Mucki. Da vidimo. Rojstvo. Takoj, ko se mladič skuti, ga začne mačka lizati. Liže ga v vse smeri, da ga očedi in tudi ogreje ter pomiri. Ko je skoteni mucek osnažen, začne iskati mamine seske. Zakaj jih išče? Ker bi mlekca pil, lačen je, seveda. Mladiči se skotijo gluhi in slepi in ne znajo hoditi. Mater prepoznajo po vonju in se znajo dokopati do njenih seskov. Zaradi hranljivosti materinega mleka se teža mladičev v 10 dneh po skotitvi podvoji. Če pa mačka nima dovolj mleka, mladičke lahko hranimo po cuclju. Točno s tistim cucljem, ki ste ga imeli tudi vi kot dojenčki, lahko hranimo tudi mucke. Prav ste slišali. Skrbna mačja mama. Mladih muckov ne smemo prekmalu ločiti od mame, saj jih mora naučiti številnih spretnosti. Umivanja, tako da se ližejo po vsem telesu, kam hoditi na potrebo. Ko nehajo sesati pri njej, ker jim zrastejo mlečni zobje, se morajo naučiti, kako jesti mleto meso in drugo mačjo hrano. Mama muca uči mladičke tudi igranja, včasih ravsanja, vendar bolj za zabavo, ter skakanja, plezanja in skrivanja. Najpomembneje je, da se naučijo, kako uloviti miško ali ptičko. Posvojitev mucka. Če si kdo od vas želi mucka, potem dobro poslušajte, kaj vse je potrebno storiti oziroma kje lahko mucka sploh posvojimo. Mladega mucka dobimo od koga, ki noče obdržati vseh mladičkov svoje mačke. Lahko ga kupimo v posebni trgovini z živalmi, pri rejcu ali ga dobimo v zavetišču za mačke. Lahko tudi posvojimo muce z ulice. Včasih na ulici vidimo tudi kakšnega revčka mucka izgubljenega, ki ga je brezskrbni lastnik kar tako odvrgal ob cesti. In takšnega mucka lahko posvojimo in ga vzamemo za svojega. Lepo zanj skrbimo in tako postane naš hišni ljubljenček. Vedno pa moramo z muckom najprej obiskati veterinarja, da preveri njegovo zdravje in nam svetuje, kako ga hraniti in skrbeti zanj. Skrb za mucka. Ob prihodu je mucek nekoliko zgubljen. Mora se privaditi na novo hišo, najprej ga moramo naučiti, da bo potrebno opravljati potrebo v posebno korito, ki ga je treba čistiti prav vsak dan, drugače smrdi. Mladiček zaspi kjerkoli, lahko pa mu pripravimo prav posebno košaro z njemu najljubšimi igračami. Hranimo ga z vnaprej pripravljeno hrano v pločevinkah, z briketi, mletim mesom ali ribami in zelenjavo. Na praskalniku si bo brusil kremplje in se igral. Spretni lovec. Zaradi ostrih krempljev in močnih mišic so mačke pravi prvaki v plezanju. Ker se mladi mucki ne bojijo višine, včasih obtičijo v drevesni krošnji, saj se ne znajo spustiti na tla.
Veste, včasih je potrebno tudi gasilce poklicati, da pomagajo in pridejo z gasilskim tovornjakom, dvignejo hidravlično lestev, gasilec pogumno spleza po lestvi in reši našega Mucka. Pravi akrobat. Ja, mucki so pravi akrobati. Mačka ima gibčno in mišičasto telo, močne mišice ji omogočajo dolge, občudovanja vredne skoke. Po skoku pristane na vseh 4 tacah. Ima tudi odličen občutek za ravnotežje, zato lahko hodi po ozki brvi, ne da bi padla, ravnotežje pa lovi z repom. Ker ima zelo gibčno hrbtenico, se lahko obrača v vse smeri in pri padcu vedno, ampak vedno pristane na nogah. Mačke odlično vohajo, slišijo in vidijo. Tudi po noči mačka dobro vidi. Zenice v očesu se zelo razširijo in ujamejo celo najšibkejšo svetlobo, zato se mačke po temi z lahkoto gibljejo. Oči se jim v temi svetijo. Ste že kdaj videli Mucka po temi? Res se jim oči svetijo. Ker lahko obrača vsak uhelj v drugo smer in tako ujame zvoke z vseh strani, zelo dobro sliši. Prepozna gospodarjev glas, pa tudi miškino oglašanje. Mačke poslušajo celo med spanjem. Z ušesi si pomagajo tudi pri lovljenju ravnotežja. Poznamo različne vrste mačk. Nekatere so bele ali črne, druge so progaste ali lisaste, lahko imajo kratko ali dolgo dlako. Poznamo pa tudi mačke brez dlake. Kako se mačke vedejo čez dan? Mačka posveti veliko časa umivanju. Pri tem je videti zelo ljubka. Najprej poliže eno tačko, nato se z njo podrgne po glavi in uhlju, potem nadaljuje z lizanjem povsod po telesu, kepico dlak, ki jih požre med lizanjem, pa izbljuva. A se poskusimo umiti tako kot mucki? Se pravi, najprej poližemo eno tačko, potem se z njo podrgnemo po glavi in potem še po uhlju in potem bi se morali oblizovati po celem telesu in bi se tako umili. Ti mucki so pa res nekaj posebnega. Večino dneva prespijo, ko se prebudi, najprej zazeha. Nato se pretegne, iztegne sprednje tačke, usloči hrbet in iztegne še zadnje tačke. To pomeni, da je popolnoma budna. Za mačko moramo skrbeti vsak dan. Kadar si želi, jo moramo ljubkovati. Pri tem začne od ugodja presti. Redno jo moramo krtačiti, posebno še, če ima dolgo dlako. Tule piše, da so vse mačke zelo igrive in se rade igrajo. Ampak veste kaj? Tako kot ljudje, imajo tudi mucki svojo osebnost. In ne drži čisto, da so vse enake, igrive in se rade igrajo. Nekatere se rade igrajo, nekatere ne. Nekatere se rade crkljajo, nekatere sploh ne. Veste, kaj je najbolj pomembno? Da svojega hišnega ljubljenčka sprejmete točno takšnega, kot je, in ga imate najraje. Zdaj pa od muck k kužkom. Kaj mislite, kateri hišni ljubljenček je bolj zabaven? So to mucki ali kužki? Kaj slišim? Oboji? Prav imate. Kužki. No, pa se naučimo še kaj novega o kužkih. Ste radovedni? Tudi jaz. Rojstvo. Ko se psiček skoti, je v nekakšnem mehurju. To je plodovna ovojnica. Samica mladiča temeljito obliže, da odstrani ovojnico in ga umije. Čez nekaj minut se skoti drugi mladič. Psička navadno skoti od 2 do 4 mladičke. Pri nekaterih pasmah samice lahko skoti do 12 mladičev. 12! Ko so skoteni vsi mladički, je samica utrujena. Seveda je. Ponudimo ji hrano in vodo, da si nekoliko opomore. Psički večino dneva prespijo in sesajo materino mleko. Po prvem sesanju samica mladičkom obliže rito, da jih spodbudi k kakanju in lulanju. To pa je precej nenavadno. Še dobro, da našim mamicam tega ni treba početi. Če nima dovolj mleka, mladičke hranimo po cuclju. V enem tednu se jim teža podvoji. Tako kot mucke, če pač mamica nima mleka, hranimo po cuclju, ki smo ga tudi mi imeli kot dojenčki, enako velja za kužke.
Če mamica od kužka nima mlekja, mu ga damo v cucelj in tako kužka nahranimo. Odraščanje. Psički se skotijo slepi in gluhi, se pravi, nič ne vidijo in nič ne slišijo. Prvi teden preživijo pri mami in sesajo njeno mleko, ne znajo še hoditi, le kobacajo se in tudi lajati še ne znajo. Po 2 tednih spregledajo in shodijo, začnejo tudi lajati in počasi zapuščati košaro. Kužki raziskujejo, zelo so radovedni. Tako kot vi, otroci, seveda tudi mi smo radovedni. Ups, tudi vi ste radovedni. Jaz nisem več otrok, ampak sem vseeno zelo radovedna. Mladi kužki raziskujejo okolico. Glavna težava je v tem, da se vsega dotikajo z gobčkom, ližejo, pa tudi grizajo noge pri stolih in zavese, a najraje imajo čevlje ali copate. Na vrtu se jim zdi prav zabavno, ker so zelo radovedni, nenehno tekajo sem ter tja in prevračajo cvetlične lonce, da bi videli, kaj se skriva v njih. Tudi cev za zalivanje je priljubljena igrača, skušajo uloviti vse, kar se premika. Kužkom je sicer zelo zabavno, ampak lastnikom ne tako zelo. Zato je psa treba vzgojiti, do tja še pridemo. Nakup ali posvojitev, se pravi, kako sploh pridemo do tega, da imamo psička doma. Poglejmo. Preden kupimo psa pri vzreditelju ali ga posvojimo v zavetišču, moramo dobro premisliti, saj bo kar nekaj let družinski član. Pri nakupu psička dobimo tudi njegov potni list, v katerem so vpisani vsa cepljenja in bolezni, ki jih je prebolel. Psu lahko na uhelj vtetoviramo številko ali mu vanj vstavimo čip, da ga bomo hitreje našli, če se bo izgubil. Mladega kužka najprej odpeljemo k veterinarju, da ugotovi, ali je zdrav. S cepljenjem preprečimo, da bi zbolel za hudimi boleznimi. Veterinar nam bo svetoval tudi glede prehrane. Če se kužek nenehno praska, zna vid, da je staknil kakšne bolhe. Pri veterinarju bomo dobili ustrezna zdravila, tako da našega kužka rešimo teh težav. Skrb za psička. Psička moramo redno hraniti, vedno ob isti uri. Ponudimo mu brikete ali posebno pasjo hrano. Čokolada ne sodi na njegov jedilnik. Da bo psiček vesel, se moramo z njim igrati, se pogovarjati in ga božati. Med igro se z lahkoto uči ubogati gospodarja, hitro bo razumel, kaj želimo od njega. Zdrav pes ima svetlečo dlako. Ko se s sprehoda vrne ves umazan, ga moramo občasno umiti. Redno ga moramo krtačiti in česati s posebno krtačo, zlasti če ima dolgo dlako. Majhen psiček lula in kaka kamorkoli. Ne smemo ga kaznovati, pač pa mu pokažemo mesto, kjer naj opravi potrebo. Opravijo lahko na časopisni papir ali v posebno posodo. Ko razume, kam mora iti, ne smemo pozabiti na pohvalo. Pobožamo ga ali nagradimo s pasjim piškotkom. Ko je psiček večji, ga moramo večkrat na dan na povodcu peljati na sprehod, posebno še zjutraj in po obroku. Ne smemo pozabiti na vrečko, da bomo pospravili njegov kakec. Ko pes lula, dvigne taco, psičke pa počepnejo. Ste slišali prej, ko sem prebrala, da ne smemo pozabiti na vrečko, da pospravimo njegov kakec? Treba je pospravljati za njim. Si predstavljate, da bi kar vse povsod ležali kakci? Fuj fej bi smrdelo, pa vse bi bilo umazano. Pes zazna vonjave, ki jih ljudje ne. Njegov nos je milijonkrat občutljivejši od človeškega. Če mu vržemo kamen, ga bo zlahka prepoznal med drugimi zaradi vonja, ki smo ga pustili na njem. Zato so psi odlični pomočniki reševalcev, kadar ti iščejo ponesrečence med ruševinami. Pes ima zelo dober sluh, 2-krat boljši od človeka. Zlahka prepozna zvok gospodarjevega avtomobila, čeprav je ta še zelo daleč. Uhlje obrača kar v vse smeri, da bi bolje ujel glasove. Pes se sporazumeva z lajanjem. Če laja o posodi za hrano, sporoča, da je lačen. Ko laja na poštarja, gospodarja obvešča, da se je nekdo približal hiši. Če ima uhlja spuščena in sede na zadnje tace, gospodarju kaže, da se mu podreja. Ko se uleže na hrbet, sporoča, da si želi ljubkovanja. Gospodarju popolnoma zaupa. Da se je razveselil gospodarja, mu pokaže tako, da skoči nanj in ga poliže.
Sliši se zelo zabavno imeti hišnega ljubljenčka, ampak nikar ne pozabite, da hišni ljubljenček ni igrača, ampak velika odgovornost. In če se odločite imeti mucka, kužka, ribico, kuščarja, katerega koli že hišnega ljubljenčka, potem morate vedeti, da morate za njega zelo lepo skrbeti. Kaj smo rekli? Treba ga je nahraniti, peljati na sprehod. No, mogoče ribice ni treba peljati na sprehod, ampak nahraniti jo pa vseeno morate. Kuščarja tudi verjetno ne boste dali na povodec, pa ga ven peljali. Kakorkoli, za živali je treba res lepo skrbeti. Smo dogovorjeni? Smo, se jaz vam zaupam, ampak tako, če ste slučajno pozabili, da vas še enkrat spomnim. Veste, kaj me zdaj zanima? Koliko ste si zapomnili od vsega tega, kar smo prebrali? Koliko? Vse? Čisto vse? A res? Potem vam vprašanja v rubriki Kvizko ne bodo delala težav.